Hej vsem, upam, da ste v redu in da vas narava boža po čisto vseh čutih. Današnji vlog bo večinoma vlog o bezgu. Bezgu. Bezgicu. Ne pa bizgicu. Prah ful regična, no, cvetni prah. Look at you now. Ja. Zdaj smo se lotili nabiralništva na eno sončno popoldne in če boste dosti dolgo gledali na svoj ekran, boste kmalu videli, kakšen čudovit zvarek sem pripravila iz njega. Da je elegantno! A kaj je? Je tako, da položi. A ja. Dončić, da zdaj se točka. Ta prečudoviti cvet. Poglejte ga. Pa te obrno, v cvejcu še. Boš ti tule še malo natrenirala? Tvojega vloga? Je! Ja, zanimivo je to. Pornari glovinco pije. A jaz se celo pa dol. Smeji. Belga! Ja. Ja, halo. Tu pa nisem pričakovala. Letos je res original. Korekten! Ok. Svetlova je tla, oh my god. Prav za nek cooking show snemat. Živjo. Torej, zdaj smo nabrali beska, kar nekaj beska. Diši noro, zato je, ker zdaj res ful časa ni padel dež, tako da tle je polno enega cvetnega prahu. In zdaj bi vam povedala eno zgodbo, kaj bomo iz tega beska naredili, ker si to želim narediti že ful dolgo časa, ampak nekje se je pa specifično začelo. Torej, bezek se je spomnim kot otrok, da je tu naša mama delala tudi cvrtje, ne? Stara mama za večerjo kot otrokom, z jajčki. Nisem bila ful fan, ker jaz nisem tako ultra fan beska, tako love-hate bi lahko rekli. Mi je cool, ampak ne preveč. Potem, ko sem bila starejša, smo začeli kuhati sirup iz beska in to sem ful rada jaz kuhavala, ker itak veste, da ful rada kuhavam, tako da vedno je bil pri nas doma pač navada, greš bezek nabrat, narediš sirup in tu se pač dela po nekem klasičnem receptu, ki mi ga je takrat stara mama dala. Zdaj, leta 2020 sva se medva poročila. In jaz sem poročno obleko dala delati v Beli krajini pri enih sorodnikih, v bistvu pri eni sorodnici, ki šiva narodne noše, ker moja poročna obleka je bila iz lana, zato smo šli v Belo krajino. In ko smo mi prišli prevzeti to poročno obleko, bili smo jaz, mami, pa dedi, ne vem, če je bila babi tu zraven, je gospa, taka je šivala, prinesla plastenko radenske in je natočila šebeso, je rekla, da ima šebeso. In jaz sem pač mislila, da bo tu sok za razrečati, ne. In tu je bil v bistvu ta naravno fermentiran sok iz beska. In jaz sem bila čisto navdušena, pač to je bilo res toliko mehurčkov, tako polno okus, tako mi je bilo dobro, pač in sem bila čisto, oh my god, jaz to moram enkrat narediti. In do zdaj pač nisem še nikoli uspela, nisem se niti spomnila. Potem, ko sem tu razlagala, je babi rekla, ja, se tu so vedno naša mama imeli en pisker, pa smo si točili čez cedilček, pač en pisker je bil skozi tam in med sezono in pa so si točili. In ko sem svoji tašči povedala, zato je rekla, ja, seveda, tudi mi smo tu doma delali in sem rekla, če mi dali lahko recept. Tako da včeraj smo se po telefonu slišali in je rekla, da tu je sem ustno izročilo, to ni nič natančno. In zdaj približno vem, kako to narediti, tako da zdaj bom prvič v life probala narediti. Gre pa v bistvu za to naravno fermentacijo s cvetnim prahom ali nekaj. Jaz sem že slišala, da ljudje fermentirajo take stvari. Nikoli še probala, pač moja fermentacija je tako specializirana v kombučo, kar se pijač tiče. Ja, in ko me čakam, da gremo zdaj tu probati.
pa se lotimo priprave. Tule na ekrančku imate recept od moje tašče. Jaz sem se odločila, da bom delala iz 5 litrov vode, kar je bila mogoče malo slaba odločitev, ker nisem imela dosti velike posode, tako da je bilo not vse malo natlačeno, but ok, konec dobro, vse dobro. Uporabila sem pa malo več kot 12 cvetov na to količino. Potem sem nasekljala še 2 bio limoni. Sladkorja sem se odločila dati 300 gramov, ker ti recepti so velika tako od oka. In če bi zdaj še enkrat delala, oziroma ko bom še enkrat delala, bi ga dala tako okrog 400. Zdaj, vse te stvari, ki sem dodala, so tako logične, ne? Cukor, bezeg, limona. Kar me je presenetilo in pa sem tudi na internetu videla, da se v receptih ponavlja, je pa kis. Nisem pričakovala nekako kisa v tej spojini. In tle imam domač kis, ki sploh ne vem, ali je jabolčni ali vinski. Ne vem, kako bi bil vinski, če nimamo grozdja. V glavnem, moj oče dela kis in en deci ga bom dala nekje not. Tako da, upam, da ni premočan. Ko je šel kis v šebeso, sem vse skupaj dobro premešala in na tej točki ugotovila, da bi bilo veliko bolj pametno najprej dati sladkor v vodo, premešati pa dodati druge sestavine, ampak hočeš, če sem prvič delala, ne? In evo, potem je šlo to počivati. Mičkeno sem skopico dole naredila, tako da sem polkar s pokrovom, čeprav večinoma naj bi se dalo gazo čez ali pa en servet. Ampak tlele je kar mravljice znajo prideti, kakšne muhe, tako da se mi zdi, bo tule najbolj safe. Pa potem je treba tudi 2 na dan premešati. Nekaj bezga je še ostalo, nekaj malega. Tu pojmo pa kar dol, bomo pa posušili za čaj. Šebeso sem mešala 2 do 3 krat na dan in jo pustila 3 dni, kar se mi zdi, da je bilo preveč, oziroma pač nepotrebno, no? Lahko bi bila komot samo 2 dni. 3. dan so se že lepo tako mehurčki delali. Najprej sem iz limon stisnila sok, potem sem vse skupaj precedila čez gazo in čez cedilo. Zdaj pri šebesi je tako, da naj bi CO2 se razvil ultra hitro, tako da moramo biti previdni, kam jo točimo. Jaz sem natočila jo v 2 takele flaši, ki ste jih lahko že videli pri moji kombuči, ampak sem potem res vsak dan jih odprla in spustila CO2 ven, da ne bi kaj eksplodiralo. Uporabila sem pa tudi take lončke, ki so se super obnesli. Šebesa lahko počiva par dni na pultu, potem jo pa damo v hladilnik, da upočasnimo celotno fermentacijo. Sem 2. Tu in naforjo. Lahko ti si en ledek rekla. Ja, ledek kot nek pojem. Takole recimo, ali je to? Yes. Preveč. Imenitno. James Bond pijača, ni? Tudi izbira kozarca. Pritiče. Imejte v mislih, da pač okus se bo spremenjal skoraj vsak dan, vse manj bo sladka, vse bolj bo malo kisla in ja, spite jo pa dosti hitro, jaz ne vem, če to lahko ful zdaj počaka 100 let v hladilniku. Jaz pa res držim pesti, da mi to sezono uspe nabrati še kaj bezga, čeprav nam tale dež zdaj malo nagaja. Hvala, da ste si ogledali tale vlog. V naslednjem vlogu bomo šli spet rihtati kombi, tako da se ful veselim, da bomo šli skupaj spet na to dogodivščino. Poleg tega pa se bodo pekle pice, tako da vsi gurmani med vami, vsi, ki radi pečete pice, se vidimo v naslednjem vlogu. Kaj bo iz tega posnetka ratalo? Recimo nek slogan. Učite se iz naših napak. Don't do this. Don't do this. Dej, boš ljudem razložil. Malo zapečal od ingverja. Razložil? Ja. Ja, bili smo milenici navdušeni nad gobami. Ja. Ne. Pa fungalist je z Novega mesta. Pa fungalist je kaj bliz, pa smo rekli, bomo 30 hlodov nacepili. Koliko je bil tu finančni vložek? Ne, mene 150 €. Pa par ur dela.
Super. Zdaj smo tretjič prenesli hlode. Ti je pa zdaj lepo razložila. In zdaj upamo, da bo prava lokacija. Ja, in da bomo gobe In da bomo jesen ali daj polet, bi bilo lahko žgačne vode. Tako. Pis. Kaj še to? Nove dogodivščine. Klarin šov. Eva, kaj pričakujete od ljubezen na kmetiji? Da bom dobila kure.